Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Da ste resni z Bogom pomeni, da date Božji besedi prvo mesto v svojem življenju. Da študirate ne samo takrat, ko imate čas in vam ustreza po vašem urniku, ampak je dajte prostor in prednost, tako da postavite Boga na prvo mesto. Imejte vedno čas za Boga, ker ste postali dovolj modri, da veste, če nimate časa za Boga, nič drugega, prav nič drugega ne bo delovalo prav v vašem življenju. Naj vam dam nov načrt. Ne poskušajte spraviti Boga v svoj urnik, ampak napravite urnik glede na Boga. Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse drugo vam bo navrženo. Naj vas nekaj vprašam. Ali se je Bog ukvarjal z vami, da bi nekaj opustili, vi pa še kar naprej vztrajate pri tem? Lahko je to prijateljstvo, ki mogoče ni čisto dobro prijateljstvo za vas? Je kdo? Aha. Lahko so to slabe navade. Kaj pa mogoče o nekom, ki ga imate radi in ga poskušate spremeniti, ali pa da bi naredili nekaj, kar je prav. Bog pa vam pravi, da to opustite in to stvar prepustite njemu. Prav. Vidim, da bomo danes imeli dosti zabave. Knjiga Pridigar, 3. poglavje. 1. do 8. vrstica. Ta konec tedna govorimo o tem, kako pametno uporabljati naš čas. Verjamem, da so določena časovna obdobja, sezone za nekatere stvari, ko si lahko pridobite Božje maziljenje, da te stvari opravite. Če je to sezona, ko se Bog še posebej ukvarja z vami, da bi nekatere stvari opustili, potem je modro, da to storite v tem časovnem obdobju, kajti ko Bog reče, da je pravi čas zdaj, je v tem času Božjega delovanja lažje to storiti, kot pa če to storimo kdaj drugič. Amen. Vse ima svojo uro. Vsako veselje ima svoj čas pod nebom. Je čas rojevanja in čas umiranja, čas sajenja in čas ruvanja nasada, je čas pobijanja in čas zdravljenja, čas podiranja in čas zidanja, je čas jokanja in čas smejanja, čas žalovanja in čas plesanja, je čas zametavanja biserov in čas zbiranja biserov, čas objemanja in čas odtegovanja objemanju, je čas pridobivanja in čas zapravljanja, čas hranjenja in čas zametavanja. Je čas paranja in čas šivanja, čas molčanja in čas govorjenja. Je čas ljubezni in čas sovraštva, čas vojne in čas miru. Oče, zahvaljujemo se ti, da si nam pomagal živeti v tvojem času, da nismo zgrešili, kar si nam pripravil za naša življenja, v Jezusovem imenu. Amen. Janezov evangelij, 15. poglavje. Rada imam 15. poglavje. Janezov evangelij. Veliko sem premišljavala o tem, prebirala sem in sem se ga vedno veselila. V prvi vrstici Jezus pravi, jaz sem resnična vinska trta in moj oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, to označuje vse ljudi, ki verujejo vanj. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, ki je prenehala prinašati sad, odstrani, odreže stran. Božja volja za nas je, da prinašamo dober sad. Kadar ima drevo veje in če vse veje prinašajo sad, le ena ne, potem dober vrtnar pride
in drevo obreže. Če so v našem življenju področja, ki ne prinašajo svojega sadu, bo Bog deloval na teh področjih in jih bo obrezal ali pa odstranil iz našega življenja. Lepo bi bilo, če bi mi videli, kar Bog vidi in bi se z njim popolnoma strinjali. O da, seveda, Bog, to je dobro, dajva se znebiti te stvari. Vendar kot mi vsi vemo, vztrajamo na stvareh veliko dlje. Neverjetno je, kako dolgo vztrajamo pri stvarih, ki nas pravzaprav bolijo. Vendar sedaj samo pomislimo, kako je to neumno. Kako dolgo se oklepamo stvari, ki nas bolijo in nam kradejo življenje, ki ga je Jezus hotel, da ga imamo. Vendar na nek način ali na drug način nas je strah, da bi odšlo to, kar imamo, ker še nekako ne vemo ali pa ne razumemo, kaj bomo dobili v zameno. Nikoli se ne bojte, da Bog stori to, kar hoče storiti v vašem življenju. In vsako, ki rodi sad, obreže, očiščuje in to vsako vejo posebej, da rodi še več sadu, bolj bogate in bolj izvrstne sadeže. Pred leti sem videla nekaj, kar mi je pomagalo. Zdi se mi, da ste obrezani, če nekaj naredite in prav tako, če ničesa ne naredite. To sta dva načina, dve dejstvi. Obrezovanje pa pripada krščanskemu življenju. Tako smo lahko tudi, naj vam na kratko povem, da s tem dopustimo Bogu, da je po njegovem. Kajti on nas tako zelo ljubi. Poslušajte, tako zelo vas ljubi, da vas ne bo pustil nikoli samih, da bi delali svoje stvari po svojem. Amen. Bog nas preobraža, nas uči, nas vadi spoznavanju različnih načinov njegove ljubezni. On nas ljubi prvi. Lahko vas napotim k pismu Hebrajcem 12. poglavje, kjer govori o opominjanju. To je tedaj, ko se Bog ukvarja z nami, nas uči, nas usposablja. Veliko tega stori na duhovni ravni. Veliko tega stori, ko uporablja svojo besedo, Božjo besedo, vendar kot sem že rekla, če ljubite svoje otroke, potem boste vztrajali pri tem, da bodo storili to, kar boste vi rekli. Vendar če pri tem ne vztrajate, boste prenašali posledice. To ne pomeni, da je Bog hudoben in da stori mnoge stvari, ki nas bolijo. Vendar pa mislim, da se mi vsi zavedamo, da so v našem življenju včasih stvari, ki so težke za nas. Težke stvari, ki se jim upiramo, da bi opustili nekatere stvari ali pa se upiramo tem spremembam, kar on poskuša napraviti. Kasneje pa ugotovimo, to je bila zame najboljša stvar na svetu. Danes zares upam, da z Božjo milostjo lahko nam vsem pomagam, da bi bolj zaupali Bogu in bi se bolj zavedali njegove čudovite ljubezni do nas. Kajti vse, kar se zgodi v našem življenju, bo Bog dokončno spremenil naše dobro, dokler mu seveda zaupamo. V to trdno verjamem. To ni izpovedovanje mojega neljubšega svetopisemskega citata, jaz to verjamem. Ni pomembno, kaj se zgodi ali odkot prihaja. Če še naprej ljubimo Boga in hočemo izpolnjevati njegovo voljo, bo on vzel to stvar in jo uporabil v naše dobro. Veste, mi vsi si želimo slišati od Boga. Mi hočemo vedeti, kaj nam Bog govori in Bog nam govori na veliko različnih načinov. Šibek tene glas je verjetno najčudovitejši način. Nekaj vemo samo o svoji notranjosti. Vi veste, niti ne veste, kako veste, ampak veste, vendar pa nam Bog govori tudi po okoliščinah. Tolikokrat poskušam, da se nekaj zgodi v mojem življenju, pa se ne zgodi in se pri tem popolnoma iztrošim, ko poskušam razbiti neka vrata, ki jih Bog očitno ne bo odprl. Bog mi s tem po teh okoliščinah poskuša povedati, da to ni zame. To ni za vas. To je samo hudič. Da, moramo se opreti hudiču, vendar naj vam nekaj povem. Če ima Bog v svoji volji nekaj, da naredite, potem ni hudiča, ki bi vam to onemogočil, dokler vi osredotočite svoje oči na Boga. Ne dopustite, da bi hudiču dali več zaupanja, kot ga je vreden. Amen. Napotimo se sedaj k Janezovemu evangeliju. Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jo povedal, naučil in razpravljal. Ostanite v meni in jaz v vas. Živite v meni in jaz bom živel v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, to pomeni, če ni življenjsko povezana s trto, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Koliko izmed vas hoče prinašati dobre sadove v svojem življenju?
Edini način, da lahko mladika prinaša sad, je, da ostane povezana s trto. Za svoje srečanja sem naredila projekt in sem nekoč prinesla na oder živo trto. Jo postavila semka in prvi dan odlomila eno vejo. Pustila sem jo na tleh in smo lahko ves konec tedna opazovali, kako se je počasi sušila in odmrla. Edini način, da lahko življenje teče skozi nas in da rodimo dober sad je, če ostanemo na trti. To so čisto preprosti sadovi duha, ali pa da se razumete svojo družino, da se razumete z ljudmi na delo, da greste ven v svet in pričujete za Boga. Da morate izpolniti Božjo voljo, da zmorete premagati težke stvari v svojem življenju. Edini način je, da ste vi mladika. Vsakdo ne reče, jaz sem mladika. Mladika lahko edino le prinaša sad, če ostane na trti. Zato vztrajam ves čas na tem, da preživimo čas z Bogom. Da preživimo čas z Bogom. Preživljamo čas z Bogom. Da se zavemo, da ne hodimo z Bogom samo v nedeljo zjutraj. Vem, da si je mnogo izmed vas vzelo ta konec tedna prosto, da ste prišli na konferenco, zato verjetno to veste, vendar jaz ne govorim samo vam, ampak govorim tudi milijonom ljudi po vsem svetu, ki me gledajo po televiziji. Ne vem, kakšen osebni odnos imate z Bogom ali če ga sploh imate. Vendar se verjetno ne bom veliko zmotila, če rečem, da je precejšnje število gledalcev, ki ljubijo Boga, vendar je njihov odnos do Boga le religiozen. To pomeni, da sledite predpisom in pravilom. Mogoče celo vsak dan preberete nekaj malega svetega pisma, vsak dan malo molite, ob nedeljah greste v cerkev in se počutite tako, da ste napravili svoje stvari in ste spravljeni z Bogom. No, veste kaj? Mogoče ste vi čisto v redu z Bogom, vendar pa na ta način ne boste prinašali nobenih sadov. Čustveno boste padali gor in dol, srečni boste le na način, če bo po vašem, kar pa bo trajalo le nekaj minut. Vi ne boste nikoli veliki pričevalci v svetu in ves čas boste zafrustrirani, ves čas se boste borili in ves čas vam bo težko. Ali ni tako? Prav. Vendar, ko ostanemo povezani s trto, je tu skrita življenjska moč, ki je mi ne razumemo in ne moremo razložiti, ki prihaja k nam od te trte, ki je Jezus. In da lahko prinašamo sad brez napora in brez zafrustriranosti. Mi lahko prinašamo sadove. Lahko vidite toliko kristjanov in jaz sem bila ena izmed njih dolgo časa. Poskušam biti potrpežljiva. Tako poskušam biti srečna. Poskušam biti miroljubna. Čisto sem že živčna, tako zelo poskušam biti miroljubna. Naj vas nekaj vprašam. Ali ste kdaj videli jabolčno drevo sadovnjakov z naslednjo držo? Poskušam obroditi sadove. Sedaj je sezona jabolk. Poskušam obroditi jabolka. Vi ne boste prinašali dobrih sadov samo tako, da boste nekaj poskušali, si želeli in si prizadevali. Mislim, da je tudi naše prizadevanje, vendar je prizadevanje pomembno v svetem duhu. To je tisto odločilno in je popolnoma drugačno tako imenovanega mesenega prizadevanja. Tedaj je moje prizadevanje zares osredotočeno na to, da sem povezana z Jezusom. Moje prizadevanje je duhovne narave in to, da verjamemo, da mi verujemo Bogu. Naj vam nekaj povem. Vsak dan, vsak trenutek vašega življenja potrebujete Božjo pomoč. Niti enega trenutka ni v našem življenju, ko nismo obupani. Ali me razumete? Obupno si želimo Božjo pomoč. Če bi jaz bila na vašem mestu, bi verjetno rekla vsaj 100-krat na dan. Bog, pomagaj mi. Bog, pomagaj mi. Pomagaj mi. Ni vam potrebno niti vedeti, zakaj potrebujete pomoč, lahko vam garantiram, da potrebujete pomoč za nekaj. Bog, pomagaj mi. Želela bi si, da bi vam lahko razložila to skrivnost, da se samo usedete in se preveč ne vznemirate glede svojega početja, kaj bi delali, ko ste z Bogom. No, vendar, če sem z Bogom, kaj pa naj počnem? Veste? Zares verjamem v to, da ni popolnoma neumno vprašanje, ampak ni tako zelo pomembno to, kaj počnete,
ampak je pomembno to, da ste prišli do njega. Dali ste mu čas in ko ste prišli k njemu, ste izgovarjali: strah me, da bi ta dan začel brez tebe. Ne zaupam si. Potrebujem tebe. Pomagaj mi. Utrdi me. Seveda, ko poleg tega premišljujete Božjo besedo in se naučite načinov molitve ter izgovarjate Božjo besedo na glas, lahko uporabljamo mnogo načinov duhovne discipline. Vendar se ljudje vse prepogosto sprašujejo o tem, kaj naj bi sploh počeli. Vendar pa oni že imajo svoj način, svoj recept, kar pa ne bo trajalo dolgo in se bodo začeli hitro dolgočasiti. Če pa sledite navdihom Svetega Duha, bo tam kreativnost in raznolikost. Veselili se boste tega časa. Ne boste sicer vedeli, kaj se dogaja, vedeli boste, da ste vi tam, da je Bog z vami in da je povezava, ki je prav ne razumete. Kar naenkrat boste dobili bolj veder izraz na obrazu za sedanjost, kot pa ste imeli, preden ste porabili čas z Bogom. Več časa porabite za Boga boljše, vendar naj vam nekaj povem, tudi če imate samo 2 minuti in je to vse, kar imate, lahko to uporabite za povezavo z Bogom. Ko ste že čisto pri koncu, ko greste pri delu skoraj da čez rob, pojdite na stranišče, se zaklenete in se vzemite čas. Naj vam nekaj povem. Ko je moj mož David bil, koliko si bil star? Ko je bil star 18 let, je bil David krščen v Svetem Duhu, medtem ko je sedel na školjki v službi. No, kakšna stvar pa je sedaj to, kar govoriš ljudem? Nikoli ne veste, kje se bo Bog pojavil. Veste, kaj je David storil? Iskal je nekaj več, da bi prejel od Boga. Zelo močno je bil zafrustriran s krščanstvom, vedel je, da je več, da mora biti več, kakor le iti v cerkev in domov, iti v cerkev in se vrniti domov. On niti ni vedel, kaj naj bi to bilo, vendar je iskal nekaj z Bogom. Na delovnem mestu je šel na stranišče, se zaklenil ter rekel Bogu. Bogu je rekel: ne bom se vstal. Ne mislim se premakniti z tega mesta, dokler se me ne dotakneš in mi daš to, karkoli je, kar mi manjka. No, vem, da nekateri izmed vas mislijo: pa kaj zdaj ona to govori? Veste kaj? David je tisti dan prejel tudi fizično ozdravljenje. Bog je ozdravil njegove oči. Pred tistim je potreboval očala, mnogo let potem mu ni bilo treba nositi očal. Bog se ga je gotovo dotaknil na zelo globok način. Če prebivate v meni. Ne samo, da hodite v cerkev v nedeljo zjutraj. In tudi ne samo, da gledate svojega priljubljenega pridigarja vsako jutro po televiziji. Pa naj bo to kdorkoli. Če prebivate v meni in moje besede prebivajo v vas, če živite v meni, če prebivate v meni, če je povezava osebnega odnosa, boste prinašali obilo sadu. Amen. Zares lahko celo rečem, da če prebivate v njem, pa čeprav je to ob času obrezovanja, ko se Bog ukvarja z nami in želi, da nekatere stvari odidejo, na koncu koncev to ni tako slabo. Kajti v nas pride milostljiva Božja moč in nam omogoči, da stvari opravimo na Božji način. Amen. Prav. Napotimo se k 5. vrstici. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu. Kdorkoli se loči od mene in se loči od življenjskih sil, ne more storiti ničesar. Glejte, ali še rabimo kakšno večje razodetje od tega? Če kdo ne ostane v meni, ga vržejo proč, kakor odlomljeno mladiko in se posuši. Te mladike poberejo in vržejo v ogenj in zgorijo. Če ostanete v meni, tako da ste življenjsko povezani z mano in moje besede ostanejo v vas,
Prosite, karkoli hočete in se vam bo zgodilo. Vsakdo naj reče, wow. Še zadnja vrstica. V tem je poveličan moj oče, da obrodite obilo sadu in se tako dokažete, da ste resnično moji učenci. Dopustimo, da bi vsi ljudje prinašali dobre sadove. Dopustimo, da smo takšne osebnosti, ki želijo prinašati dobre sadove. Naj ne bomo takšne osebnosti, da od prijateljstva z Bogom samo hočemo pridobiti nekaj, kar sami hočemo. Dopustimo, da bomo bolj upoštevali to, kar lahko damo Bogu, kako ga predstavljati, kako smo Kristusovi ambasadorji. Če ste prišli sem samo z namenom, da bi vam povedala skrivnost, kako dobiti to, kar vi hočete, potem niste prišli na pravi naslov. Jaz se ne nagibam v to smer. Verjamem, da če popolnoma izročite sebe Bogu, vam bo On dal, kar hočemo. Mogoče ne bo to, kar smo mi mislili, da si želimo, vendar gotovo je to, da nas bo osrečil. To bo taka stvar, ki vam je noben drugi ne more dati in zelo boste izpolnjeni. Če sem čisto odkrita, ko začnemo oseben odnos z Bogom, smo ponavadi precej na tleh. Veste, mogoče imamo majhno, prisrčno srce, vendar pa imamo veliko odmrlih vej. Imamo veliko stvari, ki jih kar naprej vlečemo naokrog s seboj, ker smo tega navajeni in je potrebno, da se v svojem življenju soočimo s tem. Pismo Hebrejcem v 12. poglavju pravi, kar poglejmo, Hebrejcem 12, 26 do 29 vrstica. Tako vesela sem, da imate radi Božjo besedo, da si z njo opomorete. To je namreč čudovito. Hvala vam. Šestindvajseta vrstica. Njegov glas je takrat ob gori Sinaj stresel zemljo, zdaj pa je dal obljubo in je rekel, še enkrat bom stresel, pa ne le zemljo, temveč tudi zvezdnato nebo. To še enkrat nakaže končno odstranitev in preobrazbo vsega, kar se lahko strese, torej od tega, kar je bilo ustvarjeno, bo ostalo v obstoju samo to, kar ne more biti streseno. In jaz verjamem, da bo Bog stresel vse v našem življenju, kar se trese. Dajte no. Vse v našem življenju se lahko strese, dokler ne ostane samo drevo pravičnosti, ki ga je Gospod posadil in prinaša dobre sadove ob vsakem času in po njem mu dajemo slavo. Amen. Ne vem sicer za vas, želim si, da bi lahko rekla, da se do tega lahko dokopljete le z molitvami ali samo z branjem Svetega pisma, vendar odkrito mislim, ko pridemo do dna, se Bog ukvarja z nami glede nekaterih stvari. Kot vsi vemo, dobro vemo, da to ni vedno najbolj prijetno, vendar pa na koncu koncev postane tako dobro. Ne bojte se Boga, če se je začel ukvarjati z vami. Če se zdi, da se stvari obračajo v drugo smer, takrat samo rečite, Bog, zaupam ti, tvoja volja naj se zgodi in ne moja. Nekoliko na hitro poglejmo knjigo Pregovorov 3:13. Srečen, blagoslovljen in zavidanja vreden je človek, ki najde veščino božanske modrosti, ki si pridobi razumnost in srka iz Božje besede in življenjskih izkušenj. Veste kaj? Veliko izkušenj sem si pridobila v svojem življenju in se zahvaljujem Bogu za vse to, kar vem. Pridobila sem si jih na dva načina. Po branju Svetega pisma in tako, da živim na planetu Zemlja 71 let in hodim skozi mnogo stvari. Vem, kaj pomeni, imam mnogo izkušenj in dobro vem, kaj pomeni, če te zlorabijo in kaj morate storiti, da to premagate. Vem, kaj pomeni sovražiti nekoga in da imate dober razlog za to sovraštvo. Poznam agonijo živeti v sovraštvu in neodpuščanju, vem tudi, kaj pomeni, da jim popolnoma odpustite, da pustite, da to gre mimo in gledate Božje delo v svojem življenju. Dajte no.
Zato vas prosim, verjemite mi, ko vam govorim o teh stvareh. Vsa sporočila, vse moje knjige, CD-ji, DVD-ji, ki sem jih posnela, niso prišli samo iz kake majhne ideje o predavanju. Moje življenje je vir in izvir vsega. Pravim vam, da Bog ne dela razlik med osebami in kar stori za eno osebo, bo storil tudi za drugo. Vi lahko imate osupljivo, čudovito, krasno življenje, vendar ne bo vse po vaše, tako kot bi vi želeli. To bo tako, kot hoče Bog. Dajmo Bogu čast. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misijonarske skupine Joyce Meyer.